Hej, kaj dogaja fantje, dobrodošli v še enem videu. Že po naslovu in sličici tega videa lahko povem, da bodo ljudje rekli, Conor je uradno izgubil razum. Priznam, popolnoma sem nor. O tem smo že govorili. Ampak viralni youtuber, znan po svojih bodybuilderskih treningih in alfa moškem življenjskem slogu, naj bi po poročilih umrl v tujini. Viri pravijo, da naj bi razdejal luksuzno najemniško hišo na Tajskem, pobegnil pred policijo in naj bi se utopil v jezeru. Tukaj je vse, kar vemo o domnevni smrti Conorja Murphyja. To je škandal, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Sierra Gillespie. Svet se je v sredo zbudil ob šokantnih poročilih, da je vplivnež Conor Murphy, znan po svojem videzu, umrl na Tajskem pri samo 32 letih. Podrobnosti poročila so, milo rečeno, nenavadne. Vidimo poročila, da se je Conor pred svojo domnevno smrtjo obnašal nenavadno. Domnevno je uničil dragoceno najeto nepremičnino, pustil neuporabljene injekcijske brizge na sovoznikovem sedežu svojega vozila in dobesedno pobegnil pred policijo, peš, preden se je utopil v jezeru. V času tega snemanja še vedno poskušamo preveriti vse informacije in razločiti, kaj resnično in kaj ne. Preden se lotimo vsega tega, začnimo z razlago. Kdo je Conor Murphy? Živijo, kaj dogaja fantje, dobrodošli v še enem videu, ki res ni primeren za vso družino. Conor Murphy je znan po tem, da premika meje. Pohvali se lahko z več kot 2 milijonoma naročnikov na YouTubu, skoraj 400 tisoč sledilci na Instagramu in še 17 tisoč na TikToku. Njegova vsebina je predvsem osredotočena na fitness, vendar jo včasih popelje v skrajnosti. Naprimer, svoje sledilce je popeljal skozi domnevni 40-dnevni post, kjer se je vsak dan ob istem času tehtal in pokazal rezultate. Ko je bilo vsega konec, se je posnel, kako je jedel prvič po postu in tudi to delil z gledalci. V redu, fantje. Wow! Minila je približno 1 ura, odkar sem uradno zaključil 40-dnevni post. In poglejte, kaj imam. O moj bog. Diši tako dobro. Nikoli si nisem mislil, da lahko lubenica tako dobro diši. To je nadrealen trenutek, človek. Ne morem reči, da je končno konc tega. To je bilo pravo popotovanje. 3, 2, 1... Kaj za vraga? Wow! Jezus, ima okus, ima okus po lubenici, ampak kot da bi vzel lubenico in jo prekril z kupom sladkarij, kot sladkornih bombonov čez vso lubenico. In je kot... Tekstura je neverjetna. Kaj za vraga? Mislim, če sem iskren, sem slišal za ljudi, ki jedo po postu, gledal sem video posnetke o tem, kako dober je okus. Je. Je tako, kot sem pričakoval, ampak, nič ne more opisati tega. Je še boljše. Wow. Wow. To je neverjetno. Torej, govoril je o nekakšni prehrani in tudi o praksah čuječnosti. Hej, kaj dogaja fantje, dobrodošli v še enem videu. Že po naslovu in sličici tega videa lahko povem, da bodo ljudje rekli, Conor je uradno izgubil razum. Mislil sem, da se vrača v normalo, ampak zdaj je uradno znorel. Vsak dan 30 minut zre v sonce. Postal bo slep, kaj ne? No, ne, to počnem že nekaj časa in moj vid je še vedno odličen. Ampak pogrešam to, sem popolnoma nor. O tem smo že govorili, ampak praksa, ki jo izvajam, se v resnici imenuje gledanje v sonce, ki obstaja že zelo, zelo dolgo. Kaj je gledanje v sonce? No, to je kar samo po sebi razumljivo. Človek, ni treba biti genij, da ugotoviš. Dobesedno zreš v sonce. V redu, ampak Conor, gledanje v sonce, ali me to ne bo slepilo? Odkar sem bil otrok, so mi govorili, da mi bo to škodilo očem. No, morda pa res. Morda, če gledaš van sredi dneva, ko je UV sevanje visoko, ampak če gledaš v sonce v prvi uri po sončnem vzhodu ali zadnji uri pred sončnim zahodom, je UV sevanje tako nepomembno, da ne more povzročiti nobene škode tvojim očem. Poleg svojih nasvetov in trikov je Conor objavljal tudi o svojem, kot bi rekli, pravem jazu. Da.
Vse to je bila igra. Igral sem. Od samega začetka sem bil igralec. Če pogledate še dlje nazaj, kot si verjetno mislite, boste ugotovili, da v celotnem tem procesu, pravzaprav kadarkoli ste me videli na internetu, nisem bil jaz sam. Zakaj pa nisem bil jaz sam? No, povedal vam bom. Jaz ne obstaja. Jazz je iluzija, igranje je resničnost. Ne samo zame, ampak za vse. Ali to pomeni, da v teh videih, ki jih objavljam, ni bilo nekaj neverjetnih resnic? Ne. Sploh ne. Ampak zagotovo se nisem obnašal kot jaz sam. In to nas pripelje do škandala vsega skupaj. Zdaj so se pojavila poročila, da je Conor ta teden umrl med počitnicami na Tajskem. Domnevno se je to zgodilo približno 25 km južno od Bangkoka. Mimogrede, o vsem tem poročajo različne strani, vključno s Thai Rat Online, ki je ena najbolj uglednih novinarskih agencij na Tajskem. Prebrala bom njihovo poročilo besedo za besedo, da boste dobili natančen prikaz njihovega poročanja. Želim pa tudi poudariti, da gre za prevedeno različico v angleščino. Omejitev odgovornosti na njihovi spletni strani se glasi: ta vsebina v angleščini je samodejno prevedena iz tajske različice z umetno inteligenco. Thai Rat ne jamči za točnost, popolnost ali zanesljivost tega prevoda. Prosimo, glejte tajsko različico. Zdaj pa začnimo. Članek se začne z glavno fotografijo, na kateri so 3 reševalci na nečem, kar izgleda kot jezero, kjer naj bi se Conor utopil. Vidite lahko, da ima vsaj ena oseba oblečeno nekaj, kar izgleda kot uniforma reševalca in drži vrv. Moški na skrajni levi drži nekaj, kar izgleda kot potapljaško opremo. In za to skupino 3 moških na fotografiji lahko vidite še 2, ki sta na območju, kjer se kopno sreča z vodo. Pod to fotografijo se članek začne. V njem piše, citiram: Američan je divjal in prebarval celotno notranjost luksuzne najemniške hiše, vredne 22 milijonov bahtov, povzročil veliko škodo, nato pa zbežal v vaško jezero, kjer se je utopil. Njegovo dekle je izjavila, da ne ve vzroka, medtem ko je bila lastnica hiše šokirana in ni nikoli pričakovala, da bo naletela na tak prizor. Ob 15. uri 7. julija 2026 je policijski podpolkovnik Virapong Rup Suai, namestnik preiskovalnega uradnika na policijski postaji Bang Ple, prejel prijavo o tujcu, ki se je nenavadno obnašal in skočil v jezero luksuzne vasi v okrožju Bang Ple, provinca Samut Pranga. Skupaj z urgentnimi zdravniki iz bolnišnice Ramati Bodi, Kao Kri Naru Botin Drah in prostovoljci fundacije Potak Tong so pohiteli na kraj dogodka. Kraj dogodka je bila razkošna hiša, ki se je nahajala ob velikem ribniku. Potapljači so iskali pogrešano osebo, preden so približno 20 metrov od obale našli truplo Conorja Michaela Murphyja, 32-letnega Američana. Truplo so prenesli na kopno za pregled. Niso našli nobenih ran ali znakov napada. Policija je truplo poslala na nadaljnjo obdukcijo v bolnišnico Ramati Bodi Kao Tri Naru Botin Drah. Na tej točki članka je prikazana druga fotografija, ki naj bi bila najeta nepremičnina, kjer je bival Conor. Vidite lahko, da je dnevna soba popolnoma razmetana. Kavč je umazan. Nekaj je razmazano po stenah in tleh, klubska mizica pa je polna krožnikov, skodelic in celo metle. Članek nadaljuje. Ob pregledu videoposnetka, ki ga je posnela gospa A, psevdonim, članica osebja vasi, je bilo razvidno, da je tujec nenadoma začel kazati nenavadno vedenje brez znanega razloga. Tekel je in plaval v vaškem jezeru, dokler ni postal izčrpan in se potopil pred očmi prič. Nihče si ni upal vstopiti v vodo zaradi globine več kot 10 metrov, zato so takoj poklicali oblasti. Potapljači iz fundacije Potak Tong so iskali približno 30 minut, preden so našli in prinesli truplo na obalo. Varnostno osebje v vasi je poročalo, da je moški odšel in se vrnil z najetim vozilom, ki se je ustavilo na varnostni kontrolni točki. Vozniku je ponudil 1000 bahtov, vendar je ta zaradi moškega nenavadnega vedenja ponudbo zavrnil. Nato je moški pristopil k avtomobilu stanovalca, ki je peljal mimo, potrkal na okno, da bi ga peljali, medtem ko je varnostnik kričal: "Ne pobirajte ga!"
Moški je nato postal vznemirjen, glasno kričal in se valjal po cesti, pri tem pa delal gibe, kot da moli k Bogu. Ko je prispela policijska patrulja, je pobegnil v vas in skočil v jezero, da bi plaval. Policija je poklicala okrepitve in reševalne ekipe, saj ga niso mogli obvladati. Na koncu se je izčrpal in utonil. V članku je nato objavljena fotografija, ki prikazuje kuhinjski prostor te najemniške nepremičnine, kjer lahko jasno vidite omarice, prekrite z nečim, kar je videti kot barva. Enake packe pa so po celotnem pomivalnem koritu in kuhinjskem zidu za njim. V članku nadalje piše, da je gospodična B, psevdonim 22 pokojnikova punca, povedala, da sta bila skupaj približno 3 leta, vendar sta živela narazen zaradi nezdružljivih življenjskih slogov. Ponovno sta se združila pred manj kot 3 meseci. Pred incidentom je bilo njuno življenje normalno, brez težav ali znakov bolezni. Ni vedela, zakaj je tisti dan nenadoma postal nestanoviten in ga nikoli ni videla uporabljati drog v času, ko sta bila skupaj. Vandalizem z barvo se je zgodil prejšnjo noč, medtem ko je ona spala. Ni hotel spati. Ms. View, psevdonim lastnica hiše, je izrazila šok, ko je zagledala hišo, ki je bila popolnoma popackana z barvo, vključno z električnimi napravami. Rekla je, da ima hišo rada in jo ceni, saj je čudovita nepremičnina ob jezeru trenutno vredna 22 milijonov bahtov. Oddajala jo je za 35.000 bahtov na mesec in je bila oddana le 3 mesece. Najemnika je skrbno izbrala in nikoli ni pričakovala, da bo hišo našla v tako uničenem stanju. Vso pohištvo in okrasje je bilo uničeno. Preiskovalci iz policijske postaje Bang Pli so preiskali hišo in avto pokojnika ter na voznikovem sedežu našli 2 neuporabljeni injekcijski brizgi, v vrečki za odpadke pokojnika pa neznane bele tablete. Tukaj je prikazana še ena fotografija, ki prikazuje steno v najeti nepremičnini. Skoraj izgleda, kot da bi nekdo pomočil prste v črno barvo in jih potegnil po sliki, ki je že visela na steni. Vidite lahko prstne odtise in poteze rok po celotni steni in celo na stropu. Članek se zaključi z besedami. Sprva so preiskovalci z policijske postaje Bang Pli, forenzični zdravniki iz inštituta Ramati Bodi Katri, Nabu Rodin Drah in reševalno osebje opravili obdukcijo ter ugotovili modrice, ki so najverjetneje nastale zaradi kotaljenja po cesti. Reševalna ekipa bo truplo poslala na nadaljnji pregled, da bi ugotovili natančen vzrok smrti, vključno s testiranjem na droge. Dokazi se zbirajo. Ameriško veleposlaništvo na Tajskem pa je bilo obveščeno, da posreduje informacije o incidentu. Toliko vprašanj v tem primeru. Namreč, kaj se je sploh zgodilo? Povabimo eno izmed mojih najljubših gosti, da nam vse to razloži. To je forenzična preiskovalka smrti Joseph Scott Morgan. Tako lepo te je videti. Hvala, ker si prišla v oddajo Scandal in si danes vzela čas za nas. Hvala, da ste me povabili, Sierra. Vedno mi je v čast, da sem tukaj. Ja, najboljša si. Ena izmed priljubljenih si. In želim tudi povedati ljudem, da smo za to novico izvedeli dobesedno danes zjutraj. Takoj smo te poklicali in ti si rekla, v redu, ja, pustim vse in pridem. In res si prišla. In mislim, da je še ena stvar, ki jo želim poudariti. Da vse, o čemer trenutno govorimo, temelji na poročilih. Nimamo rezultatov obdukcije pred sabo. Nimamo ničesar takega. Torej, gre za dejstva, o katerih so poročale novinarske agencije na Tajskem. Ampak glede na to, kar si videla, kaj misliš, da se je tukaj zgodilo? No, samo, ko gledaš v članku, ki si mi ga poslal, so notranje fotografije tega bivališča, kjer je bil. In mislim, da je to del tega in je dokaz, da je ta posameznik doživljal neko duševno krizo. Ker vedenje, ki bi ga povezali s to škodo, ki je bila povzročena, ni nekaj, za kar bi rekel, ja, to je normalno vedenje. Nekaj se dogaja s tem posameznikom in je res zelo nenavadno. Vse od tega, da je delal odtise rok na steni, nisem prepričan, kakšno sredstvo je uporabljal. Ali je to barva ali neka vrsta črnila ali kaj podobnega. Imam vprašanja glede nekaterih usedlin na tem pohištvu, na kavču. V kuhinji je prišlo do neke vrste uničenja. Stvari so prevrnjene. Veš, če bi kot preiskovalec pravkar prišel na kraj dogajanja, bi rekel tisti stari rek. Ni znakov vloma ali boja. Tu izgleda kot boj, ampak ne vem, s kom se je boril. Morda se je boril sam s sabo, v glavi, kdo ve. Ampak vsekakor je nenavadno. In po članku naj bi njegova punca rekla, da ni bilo znakov duševne bolezni. Zdel se je v redu. Ona je šla spat. Pravi, da se je zbudila in je bila cela hiša nekako v razsulu. Tukaj smo pokazali fotografije, govorili smo o njih. Zdi se, kot da si je nekaj dal na roke in skoraj kot da je z rokami pobarval stene. Ampak, kot si omenila, na kavču ne vem, če je videti kot barva.
Kaj si misliš o kavču, o dnevni sobi? Moram reči, in bom zelo iskren tukaj. Nekateri madeži, ki jih zdaj vidim, izgledajo kot iztrebki. In je tako ogabno, veš, ko to vidiš. In veste, ljudje, jaz, ni mi treba iti v podrobnosti o tem, ampak lahko si to ogledate in sami vidite. To verjetno ni isti medij, s katerim je delal ali na stenah, kjer dela svoje odtise rok. To je nekaj popolnoma drugega. In spet to kaže na nekaj, kar se dogaja s tem človekom v njegovi glavi, morda. Ne vem, kakšen je izvor tega, veš? In tukaj je še ena stvar, ki je precej zanimiva, glede na dekle, ki je tam, veš, v hiši. Ničesar ni slišala. Zbudi se zaradi tega, ker ti moram povedati, da je delal hrup. Prav, delal je hrup. Ne vem, kako velika je stavba, ampak dejstvo je, da se tega ni zavedala. In pravi, da predtem ni bilo nobenih znakov kakršnihkoli duševnih težav. Veš, prav tam pred nami mislim, da imamo nekakšen fizični dokaz, da se je nekaj dogajalo. Nekaj je bilo narobe s tem tipom. In tukaj je nekaj poti, po katerih bi lahko šli, kaj ne? Naprimer, ali govorimo o tem, da je morda prišlo do neke vrste duševnega zloma? Njegove zgodovine ne poznam. Seveda nimam njegovih zdravstvenih kartotek, če se pogovarja s psihologom, ali če je bil na kakršnihkoli predpisanih zdravilih. Vse to. Nekako zveni tako. Ampak hkrati se sprašujem, glede na moje delo in, veš, številne primere, ki sem jih obravnavala, ali je šlo morda za kakšno rekreativno uporabo drog? Njegovo dekle pravi, da ni bilo nobenih znakov tega. Ampak po poročilih smo videli brizge. Spet, poročila navajajo, da so bile neuporabljene brizge in da so pri njem našli nekaj belih tablet v nekakšni torbici okoli pasu. Kakšno je vaše mnenje na začetku? Bi lahko šlo za oboje, za duševni zlom in uporabo drog? Ja, veste, to je povsem mogoče. In včasih te stvari gredo z roko v roki, kaj ne? Če imaš nekoga, ki se poskuša samo zdraviti, ali pa morda nekako je glede na svoj življenjski slog nekako v drugem svetu, ne vemo, kakšen dostop bi lahko imel v tuji državi do prepovedanih substanc. Če greš v katero od teh držav v jugovzhodni Aziji in poskušaš pridobiti kakršnokoli prepovedano substanco, si tam v velikih težavah. Ni tako kot v ZDA, kjer bi morda dobil le rahel opomin ali kratkotrajno zaporno kazen. Tam te bojo spravili pod ključ za dolgo časa. Zato bi me zelo zanimalo, kaj so bile tiste tablete. In še nekaj se bo zgodilo. To ti zagotavljam. Boš videl, kako se bo to razvilo. Tiste oblasti tam bodo temeljito preučile snovi, ki so bile v tem prevoznem sredstvu, ki ga je imel. In želeli bodo izslediti, od koga je te snovi dobil, ali so bile izdane zakonito, ali pa jih je, veste, dobil iz kakšnega nezakonitega, prepovedanega vira. Sledili bodo tej sledi, ker tega ne dopuščajo, tega ne tolerirajo. Zato bo zanimivo videti, kako se bo to razvijalo. Veste, to me spominja, sicer povsem drugačne okoliščine, ampak veliko smo poročali o primeru Liama Payna. In seveda, veste, incident, ko je padel z balkona. Ampak smo potem videli, da so bili vloženi obtožni predlogi, ki so jih kasneje umaknili, proti ljudem, ki so mu dali droge, ki jih je zaužil. Tako da bi pričakovala nekaj podobnega, če bi v njegovem telesu našli kakršnekoli droge. In mislim, da to vodi v naslednje vprašanje. Saj ste vi strokovnjakinja za vse to. Kakšne vrste drog bi domnevali, da bi jih lahko vzel, da bi se obnašal na tak način? In s tem mislim, da se je valjal po tleh, po pločniku in imel modrice po telesu. Nekateri so poročali, da je delal skoraj kot molitvene gibe, kot da moli k Gospodu. Bežal je pred policijo v jezero. Mislim, kaj bi lahko povzročilo, da bi se nekdo tako obnašal? No, recimo, vzemimo nekaj različnih kategorij tukaj. Recimo, da je pod vplivom nekakšnega halucinogena. Prav. No, to lahko povzroči, da se ljudje obnašajo na takšne čudne načine. Zelo bi me zanimalo, kakšna je bila narava tega vedenja. Je bilo zelo vznemirjeno? Je bilo povsem neobvladljivo? Je samo divjal naokoli? Ker včasih lahko vidiš ljudi pod vplivom halucinogenov, ki se vedejo čudno, ampak so nekako pasivni, ko jih opazuješ. In to nas pripelje do druge kategorije, kjer če je pod vplivom kakšnega stimulansa, pa naj bo to nekaj, kar bi mu lahko predpisali. A če gre za nekaj, kot je recimo nekakšen amfetamin iz družine amfetaminov, če je na primer kokain, pa tudi ne vemo, s čim je lahko bil zmešan.
Tako da to je pot, po kateri bi šel jaz, tukaj ne bi razmišljal o opiatih. V redu. Gre za nekaj, kar bo vplivalo na vedenje in bo očitno. In spet imamo ta dogodek, kjer hodi naokoli in nekako maže po stenah, po hištvu in vsem tem. In potem teka naokoli zunaj, sredi prometa. Ima več poškodb po telesu, ki izgledajo kot udarne poškodbe. Ne vem, ali je to nujno povezano z drugo osebo, s katero bi lahko prišel v stik, vendar gre zagotovo za podplutbe in podobne stvari. In potem imaš to nenavadno situacijo, kjer je, mislim, da je policija, popravite me, če se motim, prišla na kraj. On je, veste, ne vem, ali je bilo to prej ali potem, nekako je odkorakal v ta ribnik. In veste, tam je v ribniku. Že se vede, veste, nenavadno. In zdaj je v ribniku že 30 minut. Utopi se. Veste, morali so ga potegniti iz vode v tistem trenutku. Ne vem, veste, pogovarjali smo se, preden smo začeli snemati tukaj. In ena od stvari, na katero me to nekako spomni, je stanje imenovano sindrom vznemirjenega delirija. In velikokrat je povezano s prijetjem strani policije. Ljudje začnejo paničariti. In večina ljudi, res, večina ljudi nima enakega krvnega tlaka in srčnega utripa, ko jim nataknejo lisice. Saj je le zapestje. Prav, večina ljudi, veste, Preveč pozorna. postanejo anksiozni, take stvari. In včasih pri sindromu vznemirjenega delirija lahko ljudje dihajo plitko. To lahko povzroči srčni zastoj. Zato več ne uporabljajo vezanja rok in nog skupaj in ljudi ne puščajo dalj časa na zadnjih sedežih. In morda se to dogaja z njim. To pa še dodatno poslabša katerakoli snov, ki jo ima v telesu. Mislim, omenila si, da so stvari v tujini precej drugačne kot tukaj. To je zame eden mojih največjih strahov, da bi bila aretirana v tujini, ker imam tukaj v Ameriki svoje pravice. Kaj se dogaja? Ne vem, kaj se dogaja na Tajskem. Kaj se bo zgodilo? Tako da bi me bilo strah, tudi če ne bi ničesar naredila. Veš, če ne bi ničesar zaužila. Da ne omenjam, če bi on kaj imel, bi to vse skupaj še povečalo. In vem, da sva se o tem pogovarjali, način, kako je umrl, očitno je šel v to jezero, v to vodo in potem so ga našli kasneje. Ponovno, obdukcija še ni bila opravljena. Ampak misliš, da bi tudi kaj takega preverili? Vem, da si omenila srčni zastoj. Mislim, ali bi to lahko vplivalo na nekoga? Bil je v dobri formi, moral bi biti sposoben plavati 30 minut. Mislim, kdo ve, kaj je imel v telesu. Ampak o vsem tem bova še govorili. Ja, to bo zelo odvisno od tega, katere snovi so vplivale nanj. Ja, Če so v sistemu droge in alkohol in je v paničnem stanju, ni presenetljivo, da ni zdržal več kot 30 minut. Presenečen sem, da je sploh zdržal tako dolgo. Gre pod vodo. In mislim, da bo drugo vprašanje, ki bo ljudi zelo zanimalo. In že sem poročal o primerih iz Tajske. Upam, da bodo pri obdukciji naredili celovito toksikološko analizo. mislim, Temeljito, v celoti. Torej, ne samo na obdukciji, morali bodo narediti vse tiste stvari, ki jih počnemo na obdukciji, da potrdijo, da se je dejansko utopil, veste, kot je na primer prisotnost vode v pljučih. To je nekaj, kar preverjamo. Preverjamo notranje uho, vse te stvari. Poleg tega pa še toksikologija. In mi v Ameriki opravimo tako imenovani standardni nabor preiskav. In pri tem iščemo stvari, kot so salicilati, torej kot je aspirin. Iščemo aspirin, hkrati pa preverjamo tudi pogoste droge, ki se zlorabljajo. Sem spadata tudi THC in kanabinoidi, seveda. Preverjali bodo kokain, njegov metabolit, amfetamin, metamfetamin in barbiturate. Kaj še? Opiati. Kakršnikoli opiati. In to je nekako standardni panel. In če je kaj eksotičnega, če je tam še kaj drugega, bo spekter te toksikologije, preiskava bo zajela vse. Morda bi, to je druga stvar, za katero mislim, da bi, če bi bil jaz na mestu njegove družine, želel poskrbeti, da stopim v stik z veleposlaništvom. In verjetno imamo tam predstavnike FBI in poskrbimo, da
In o tem sem govoril s tem mladeničem, ne vem, če se spomnite tistega mladeniča z univerze v Alabami, ki se je utopil v Barceloni, mislim, da je bilo to prej spomladi. Vedno sem jih pozival, naj poskrbijo, da obdržijo vzorec, da lahko FBI ta vzorec dejansko prevzame in ga prinese nazaj v ZDA. In da se na njem opravijo testi. V redu, to je zelo pomembno. In veste, ljudje, družine v tistem trenutku o tem ne razmišljajo, ker so v takem šoku in žalosti, ampak to je nekaj, kar zelo priporočamo. Ja, prav imate. Mislim, prepričana sem, da družina in prijatelji, ta moški je bil star 32 let pred seboj, bi moral imeti še dolgo življenje. Tako da sem prepričana, da so trenutno v stanju šoka in nevere. Ampak imate prav. Dejstvo, da se je to zgodilo v tujini, vse skupaj še bolj zaplete. Upajmo, da delajo na tem. In mislim, da sem v nekaterih poročilih videla, da je vse to vključeno tudi ameriško veleposlaništvo. Tako da upam na to. Ampak kaj mislite glede časovnice? Če je pravkar umrl, koliko časa bo trajalo, da dobijo rezultate obdukcije ali toksikološke preiskave ali kaj podobnega? Več odgovorov. Ja. Ni pomembno, ali ste na Tajskem ali veste v Wyomingu. Ni pomembno. Vzemite listek in počakajte v vrsti. In vem, da se sliši brezčutno, ampak obstajajo drugi primeri, ki so pred tem. In mediji po vsem svetu so se lotili tega primera. Ampak samo zato, ker so se mediji lotili tega primera, to še ne pomeni, da se bo položaj v vrsti red, v katerem bo to obravnavano, kakorkoli spremenil. In še posebej na Tajskem bodo sledili svojim običajnim postopkom. Predali bojo to njihovemu laboratoriju, mislim, tajski policiji. Torej, včasih sem poznal ime, ampak imajo svoj forenzični laboratorij in bodo ta primer obravnavali do konca. Mislim, da imajo tudi policijskega zdravnika, mislim, da temu tako pravijo. To je forenzični patolog, ki bo dejansko opravil obdukcijo. Ne delajo tako kot mi, ampak delajo za policijo. In tako bo ta pregled opravljen preko njih. In potem bomo morali počakati na toksikologijo. Temu bodo namenili posebno pozornost, ker se bodo tega zavedali. Niso neumni ljudje. Zavedali se bodo, da bodo pod drobnogledom, če hočete, in da ljudje opazujejo, kaj počnejo. Zdaj, ne mislim, da bo to pomenilo hitro obravnavo. Prav. Mislim, da bo trajalo nekaj časa, ampak se bodo potrudili po svojih najboljših močeh. Ja, mislim, danes smo šele izvedeli za to novico. Zato si vsi želijo odgovore. Kaj se dogaja? Še vedno uporabljamo izraza domnevno in naj bi, ker še ne vemo. Ampak, kot si rekla, morajo biti zelo natančni, poskrbeti za vse podrobnosti in zagotoviti, da sledijo vsem postopkom. Upam, da bomo dobili kakšne odgovore za prijatelje, družino, njegove oboževalce. Mislim, nasplošno je to res tragedija. Star je bil komaj 32 let. Res je težko govoriti o tem primeru. Ampak Joseph Scott Morgan, kot vedno, čudovito te je imeti tukaj. Hvala, da si danes obiskal Skandal. Kadarkoli imam slab dan. Hvala. In tukaj se današnja epizoda Skandala za zdaj konča. Če vam je bilo všeč, kar ste videli in želite videti več, se povežite z mano na družbenih omrežjih. Najdete me na Instagramu kot Sierra Gillespie. Hvala, ker ste si ogledali današnjo epizodo Skandala. Kot vedno, sem bila vaša voditeljica Sierra Gillespie in se vidimo naslednjič.